erste Halbzeit. Wir wollten unbedingt vielleicht mehr kompakt spielen und vielleicht mit mehr Effizienz. Wir haben noch unsere Torchancen vom letzten Spiel heute Nachmittag noch einmal sehen. Das bedeutet, wir waren sicher, es kommt ein paar Chancen, aber wir können vielleicht mehr effizient sein. Und das war so in der ersten Halbzeit. Wir waren fast nie in Gefahr, nur einmal. Und das bedeutet, die Mannschaft hat das Job sehr, sehr gut gemacht. Zweite Halbzeit, sicher kommt der Gegner in solche Situationen. Ich habe gedacht, kommt auch ein paar Chancen für Konter, aber nicht so früh, nach 5 Minuten ungefähr in der zweiten Halbzeit haben wir 2 Torchancen gehabt, nicht die Tore geschossen. Und dann Maribor hat Pressing gemacht, hat hoch gespielt, hat ein paar gute Sachen gemacht und wir waren in Gefahr. Aber wir haben das Glück gehabt, in dieser Situation kein Tor zu bekommen. Dann das dritte Tor und das war die Kvalifikation. Jasno je, da smo si želeli nekaj drugega po temu, kar smo dosegli v Zürichu. Zavedali smo se, da igramo proti ekipi, katera zna igrati. To je pokazalo na prvi tekmi, ko so nam priredili kar nekaj priložnosti. Tokrat so jih imeli veliko manj, vendar so bili zelo efikasni. Nažalost se nam je zgodila ta zadnja minuta prvega polčasa, ko smo tik pred tem imeli izredno lepo priložnost, imeli korner, čutili, da lahko nekaj naredimo, fanti so se zaleteli proti nasprotnikovem golu in pustili za seboj veliko prostora. To so oni zelo spretno izkoristili, povedali 2-0, kar je bil jasno šok. Vendar so fantje v začetku drugega polčasa odigrali zelo dobro, bili smo blizu dosege zadetka, nažalost nam ni uspelo. Življenje gre naprej, fantje rabijo take tekme, čakajo nas še najmanj 2, naredili bomo pa vse, da se nam zgodi še kaj lepega. Te navijači si to zaslužijo, tudi fante, niti slučajno ni za po teh predstavah, zakaj kritizirati, igrali so dobro, tam smo dosegli dober rezultat, tu so nas malenkost in pa nasprotnikova kvaliteta stale, da nismo šli naprej. Tekma je bila polna emocij, smo šli na zmago, krenili na zmago, na to prejeli en zadetek, ki ga ne bi smeli, psihično malo padli, probali zadeti, prejeli še drugega, tako da smo v drugi polčas krenili na zmago, da ga damo. Je ta razlika med Mariborom in Zürichom trenutno le ta pomanjkljivost v izkušnjah? Ja, jaz mislim, da so malo bolj izkušeni, ker zopet igrajo v prvi ligi v Švici, samo mislim pa, da niso toliko močnejši od nas. Kako se pa bilo kosati s temi robustnimi napadalci? Ja, Hasli je kar robustni. Ste si ga kar zapomnil? Ja, je kar močen, po moje, če nima 90 kg, pa 2 metra, tako da boril sem se celo tekmo z njemu, mislim, da se ga da ustaviti. Po 10 letih se ni uresničila pravljica, še enkrat tiste, ki ste jo takrat vi pisali? Ja, res smo vsi živeli v enem pričakovanju, kajti izjemen rezultat iz Züricha je dal to upanje. Je pač res, da se ni izkoristilo to velike priložnosti, kajti tudi nasprotnik danes, lahko rečemo, ni bil tisti najstrašnejši, ki bi bil lahko, ki je nepremagljiv. Je pač štart je nekako bil dokaj preveč pasiven, ki je pač dal preveč krila nasprotniku in z tega potem težko se bili vrniti nazaj v igro. Verjetno ste tudi sami vlekli neke poteze na tribuni, ko ste gledali, bi vi karkoli spremenili? No, moram reči, da v tem trenutku premalo poznam ekipo Maribora in z tega vidika je tudi težko komentirati. Sigurno pač je trener tisti, ki je najbližji ekipi, ki pač v določenih najbolje pozna svojo ekipo. They play better, they started the game very well. They won in the middle place, they play very good, and for me who take care of whole middle place in the game, in the pitch, you have a good win the game, and they won. You played today a little more defensive than you anyway in the Slovenian league. How this affects on your game and on the team? No, don't affect my game because I play so many times in this position, and the trainer chose
to Volas alone, and a little bit behind. I'm not in defense, but a little bit behind to create some planes for the team. And I think it's not a problem. I play in this position. When it's August over, are you still playing in the Maribor shirt? Yeah. I still playing in Maribor. So you're contract until May 2010.